Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci Studia Bistrica. Leto 2016 se nezadržno končuje, pred nami pa so božični prazniki. V znamenju prazničnega decembra bo tudi današnja informativna oddaja. Posneli smo namreč kar nekaj zanimivih božično-novoletnih prireditev. Spremljali smo tudi 14. redno sejo občinskega sveta občine Slovenska Bistrica. Prijazno vabljeni k ogledu. Ob koncu leta smo pred naš mikrofon povabili župana dr. Ivana Žagarja. Občinski svet občine Slovenska Bistrica o proračunu za leto 2017. V Bistriškem gradu so pripravili tudi delavnice. Mestni trg v teh dneh v znamenju praznične ponudbe in glasbe. Glasbena šola Slovenska Bistrica izvedla tradicionalni božično-novoletni koncert. Osnovna šola Minke Namestnik Sonje je gostila dobrodelni koncert za nakup kombija. V policijskem poročilu med drugim o vdoru v informacijski sistem. Ob koncu leta smo se pogovarjali z županom občine Slovenska Bistrica, dr. Ivanom Žagarjem. Gospod župan, občinski svet je na zadnji redni seji v prvi obravnavi potrdil občinski proračun za prihodnje leto. V njem je za skoraj 23 milijonov evrov prihodkov, odhodkov pa bo za 22,5 milijonov. Poleg tega je predvidena tudi zadolžitev v višini nekaj manj kot milijon evrov. Povprečnina za leto 2017 je sicer večja, kot letos znaša 530 evrov na prebivalca. Vendar je, kot ste poudarili že na seji, zvišanje premajhno, saj bo dodatnih stroškov še več. Tako je manevrskega prostora za investicije vedno manj. Ja, to ste prav povedali, ne? Vsako leto je tega manevrskega prostora manj, zdaj to ni edina težava, ne? Ta povprečnina, no, kar se povprečnine zadeva, je še to, da je zdaj vlada podpisala tudi dogovor za sindikate, ne? In potem ste lahko prepričani, da bomo tudi iz tega naslova naslednje leto dobili še nekaj dodatnih stroškov, ne? Tako da se še bo nekoliko skrčilo. Zdaj, združenja so že naslovile tudi na vlado, tako kot je bilo obljubljeno, da bi naj se za toliko dodatno dvignila povprečnina, ampak bomo videli, kaj se bo zgodilo. Iz tega naslova je na letni ravni zaradi nespoštovanja zakona pač 4 milijone izpada sredstev, ne, in teh 4 milijone bi še kako potrebovali na investicijah, na razvojne projekte, pa tudi za šport, pa za kulturo bi se šele kaj recimo dodatno našlo, pa še za koga. Kot sem pa rekel, ni pa to edina težava, ne, zato ker je pa naslednji problem tem, da praktično ni dostopa do nekih regionalnih sredstev, ki so praviloma bila v preteklih letih evropska. Ne. Mi smo z lanskim koncem leta oziroma še nekaj v letošnjem letu končali za prejšnjo finančno perspektivo. Občina Slovenska Bistrica je v teh letih dobila iz tega naslova tam več kot 40 milijonov skoraj za različne projekte, številni so bili tu speljani. Zdaj je tega bistveno manj. Zdaj občina je sicer tudi skupaj z Ricem, pa še z nekaterimi drugimi inštitucijami bila uspešna na razpisih, ne? Vendar so to pač simbolični, tako rekoč razpisi, pa še to za tako imenovane mehke vsebine, torej za plače. Edino, kar je res uspelo, je to, da smo uspeli dobiti na razpisu ta sklep za to prvo etapo širjenja cone Impol, ne, se pravi ta del, ki se potem navezuje na zahodno uvoznico. Res pa je, da še nimamo pogodbe, ne? Tako da jaz upam, da bomo tudi do pogodbe prišli, pa da bomo lahko naslednje leto se to prvo etapo že fizično začeli. Zdaj moram še to reči, približno je dobrih 7 milijonov, ne, v proračunu namenjenih za investicije. Mi pač še vedno poskušamo čim več sredstev zbrati, pa da se nek investicijski ciklus tudi nadaljuje, tako da sem prepričan, da bomo vse tudi naslednjo leto oziroma naslednje leti kaj postorili za to, da bo pač stanje v našem okolju boljšo. Zdaj osnovna stvar so seveda ti cestno-komunalni projekti, to je tisto, kar je občina dolžna pravzaprav postoriti, ne, in nazadnje gre tudi skozi to za pomoč, če hočete tudi recimo gospodarstvo, ne, posebej, če se pogovarjamo o Impolu. Res pa je, da smo mi nekaj sredstev uspeli nameniti tudi za določene gospodarske programe, ne. Tu bi predvsem izpostavil to socialno podjetništvo. Zdaj na tem območju Krozeja bivšega nastaja neke vrste center socialnega podjetništva, pa tudi nekih start-up podjetij se nakazujejo za naslednje leto. Zdaj ta prva stvar je pa že aktualna, ne, ker
Ta je še posebej zanimiva, zato ker prvič zajema socialno podjetništvo, drugič je to tuja izkušnja, ne, se pravi, Irci so v bistvu ustanovitelji tega podjetja in je na nek način to pri nas franšiza. Tretja stvar je pa zato zanimiva, ker mi zdaj veliko govorimo o tem krožnem gospodarstvu, ne, in to je recimo na področju računalniške opreme tipičen primer krožnega gospodarstva. Tako da to pa je en res tak, ki je dober tudi pilotni projekt. Omenili ste širitev industrijske cone Impol. Kaj vse se bo uredilo v okviru tega projekta? Kakšna je časovnica? Glede, zdaj mi še nismo dobili pogodbe, čeprav bi že morali imeti po moje podpisano, ne, zato ker so prvi roki po razpisu že zapadli, ne. Takoj, ko bomo dobili pogodbo, bomo šli potem v razpis, ker vse ostalo je pripravljeno, ne. Mi smo zemljišča že odkupili v letošnjem letu, pridobili torej vso potrebno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, ne. Tu je res treba dati priznanje vsem tem, ki so se s tem ukvarjali, tako v naši upravi, kot tudi dobro sodelovanje z drugimi inštitucijami, z upravno enoto, z geodetsko upravo, da smo res lahko ulovili te skrajne roke, šlo je pa za las, ne. Mi smo imeli zadnji dan pravno močno gradbeno dovoljenje in jaz sem prepričan, če bi to ne bi speljali, bi nas zbrisali, kar se razpisa tiče. No, zdaj, takoj, ko bo podpisana pogodba, ne, potem bomo šli seveda v razpis, jaz upam, da ne bo tam kakih zapletov, ne, vemo pa, ne, da pač se veliko krat srečujemo z revizijami, tako da je to pač odvisno od tega, kako bodo tam postopki tekli, tako da bi fizična realizacija morala drugo leto štartati, govorimo pa tu približno o 700 metri, torej te prestavitve ceste in s tem omogočene Impolu širitve cone, je pa vse, kar so še pa nekatere navezalne ceste, je pa tega nekaj več, ne, tako da mislim, da je celotna stvar tam enih 1500 metrov. Je pa res, da še potem pa vse ostane ta druga etapa, ne, tista je pa tisti del, ki ga mora po vseh zagotovili narediti država, mi bomo tam seveda tudi partner, ker tisti del infrastrukture, ki pač zapade nam, bo nam zapadel po sporazumu. Zdaj investicijske zasnove se sicer delajo, ne. Res pa je, da jaz v proračuni za 2017 nisem zasledil vse na tej postavki, ne, zahodne obvoznice, nekih konkretnih sredstev, ampak verjamem, da če so že vsi bili na obisku v Impolu od gospodarskega ministra, ne nazadnje tudi predsednika vlade, da tisto, kar so obljubili, bodo tudi držali. Ne nazadnje je ta investicija po obsegu finančnem tudi nekajkrat manjša kot tisto, kar Impol vsako leto samo davko da državi, ne. Gospod župan, ob koncu tega pogovora pa še vaše voščilo pred božično-novoletnimi prazniki. Glede, jaz bi posebej rad izpostavil to, ne, da nekako čutimo v tem času eno pozitivno klimo, ne, izhajajoč iz čisto gospodarskih gibanj. Številni problemi, ki so bili, ne, ki so se nakazovali, so se uspešno rešili, to se odraža tudi recimo v znižanju brezposelnosti in to se seveda pozna tudi povsod na drugih področjih. Jaz mislim, da je tudi izpostavljeno zelo dobro sodelovanje med vsemi akterji, ki tukaj delamo, od gospodarskega dela do javnega, ne. In da je to en tak obet za neko pozitivno prihodnost, ne glede na to, da se seveda soočamo z številnimi težavami, nekatere smo omenili, ki jih je pač treba seveda sproti reševati. Tako da klima, sem prepričan, da bo pozitivna tudi v naslednjem letu, tega upam, da se v največji možni meri prenaša seveda tudi na naše občanke, občane, na vse generacije. Tako da jim jaz seveda želim, da to pozitivno klimo tudi v prihodnjem letu vsi skupaj uspešno skoristimo, pa še ta naš razvojni voz malo hitreje potegnemo. Zdaj, kar se praznikov tiče, pa seveda vsem želim tako mirno, pa tudi veselo, prijetno praznovanje vseh teh praznikov. Ne nazadnje, če še bomo dobili zdaj 2. januar, bo še en dan več, da se bomo lahko, pa da se bodo vsi lahko bolj napolnili baterije, tako da bo se seveda nakopičilo veliko energije za drugo leto, ne, in seveda vsem želim naslednjem letu uspelo uspehu tako na poslovnem kot tudi na osebnem področju, pa tudi na zdravje ne smemo pozabiti. V
V rubriki Lokalne novice o zasedanju občinskega sveta in prazničnih dogodkih. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v četrtek, 15. decembra, sešel na 14. redni seji. Osrednjo pozornost je namenil prvi obravnavi odloka o proračunu za leto 2017. Prihodkov bo za skoraj 23 milijonov evrov, odhodkov pa bo za 22,5 milijonov. Poleg tega je predvidena zadolžitev v višini nekaj manj kot milijon evrov. Svetniki so odlok sprejeli z 22 glasovi za. Potrdili so tudi investicijski projekt Vrtec Laporje. Občinski svet se je med drugim seznanil še s poročilom o strokovni komisiji za štipendiranje nadarjenih in uspešnih študentov za študijsko leto 2015-2016. Prav tako pa je sprejel sklep o postavitvi spominskega obeležja bratov Pučnikov. Potrdil je tudi nekaj kadrovskih zadev. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je tudi letos poskrbel za predpraznično dogajanje. Med drugim je vsako soboto na zunanjem dvorišču Bistriškega gradu pripravil grajsko tržnico s praznično ponudbo. V okviru prazničnega grajskega mesta so 10., 11., 17. in 18. decembra potekale ustvarjalne delavnice. Izvedli so tudi božičkovo pošto ter ponudbo prazničnih dobrot, daril in okraskov. Ta teden je živahno na Mestnem trgu, kjer v organizaciji Rica Slovenska Bistrica potekajo prireditve pod imenom Praznični december. Na božičkovem sejmu je na voljo domača praznična ponudba. Predstavile so se tudi pobratene občine. V torek so najprej nastopili učenci harmonike in kitare dvojčic Vesne in Vlaste. Za zabavo je poskrbel tudi ansambel Oberkrajner Slovenska Bistrica.
je gledališka skupina Fridine Mišnice izvedla gledališko predstavo Mišja sreča. Zatem pa se je predstavila mlada bistriška rock skupina Šesti meter. Sredino dogajanje je zaključila glasbena skupina Horuk. Glasbena šola Slovenska Bistrica je tudi letos organizirala tradicionalni božično-novoletni koncert. V Slomškovem domu so v torek, 20. decembra, nastopili učenci in zaposleni šole.
Učenci in učitelji osnovne šole Minke namestnik Sonje Slovenska Bistrica so izvedli velik dobrodelni koncert za nov kombi. Na prireditvi, ki je v sredo 21. decembra potekala v športni dvorani Srednje šole Slovenska Bistrica, so nastopili številni glasbeniki. Pri organizaciji koncerta so pomagali poskočni muzikanti. Za obiskovalce so pripravili tudi srečolov. Zbrana sredstva bodo namenili za nakup novega vozila. Zdaj želim samo vedeti, a si moja ti. Videla sem te na čagi, videla sem, da si pravi, ko si me še ti zagledal, vem, da si se tudi zavedal, da skupaj boga mi pa. Hej, si bil prav nič podrzen, roka nežno pod oprsjem, prav nič ti si pregledal, nežno, samo v ritmu si pa. In zato zdaj jaz pojem na vzkaz. 1, 2, 3, 4, vzemi me, tvoja samo sam, želim si tvojih ustnic, rok in srca. Vzemi me in bodi samo moj, potem lahko premakneš roko na bilo. Vzemi me, tvoja samo sam, želim si tvojih ustnic, rok in srca. Vzemi me in bodi samo moj, potem lahko premakneš roko na bilo. Kako si lepa, neskončno lepa, ko me pogledaš in nasmehnu se tako. A jaz
začutim, sebi začutim, da sem zaljubljen in da spet mi je lepo vražena, kako si lepa, neskončno lepa, ko me pogledaš in nasmehne se samo. A ja začutim, sebi začutim, da sem zaljubljen in da spet mi je lepo. Bravo! Malo, malo, malo še, malo, malo bojale, in da je vzrojeno, skupaj nama lepše bo, žagraju raj. Zapadil je prvi sneg, obelil sosednji breg, zvezde na nebu svojim, svetligajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, nad sabo, a peta ne bom te iskal, zdaj krivim na čas, noče, naj vina naprej je ti srce, težko je vam divni žal, da sem stal, malo živiš na noč. Ploskaj, ploskaj. Kje sem našla ravno tega in vedno stoji z govorom ima. Zdaj v službi mu ne gre, zdaj pomladi vse je, spet drugič avto sploh mu ne užje. Ja, depresija zdravlja že on, so naložili dela mu cel kuč. Ja, enkrat so boli, spet drugič formi ni, pošteno že beseda. Vem, da danes bo srečen dan, to sem sodila že zjutraj. Zagotovo danes bo srečen dan, tudi to se zgodi. Pam, pa-da-da-da-dam, pam, pam, pa-da-da-dam, pa-da-da-da-da-dam, pam, pa-da-da-dam, pa-da-da-da-dam, pam, pam, pa-da-da-dam, pa-da-da-da-da-dam, pam, pam, pam. Zagotovo danes bo srečen dan, to sem slutila že zjutraj. Upam pa, da danes bo srečen dan, prav za vse ljudi. Čisti včasih malo čudno, malo še stolete, jaz poskušam neutrudno, da mi se spremenite. Ko te čujem, ti večer je vse sladko, da si z menoj, da bi ne letilo pirje, sam se stori tako. Ker želim si več od svojega življenja, ne prenesem več tvojega teženja. Ker želim si več od svojega življenja, danes konec je, da bom trpljenja. Da vas čujem, addio, addio, addio.
Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 9 kaznivih dejanj, od tega 2 tatvini, poškodovanje tuje stvari, vdor v informacijski sistem, zatajitev, grožnjo, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini in 1 ostalo kaznivo dejanje. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je med 10. in 11. decembrom na več mestih prerezal žično ograjo oškodovanke in jo oškodoval za 100 evrov. Policisti so obravnavali kaznivo dejanje zatajitve. Oškodovanka je znancu posodila svoj osebni avtomobil, znanec pa ji avtomobila noče vrniti, prav tako se izmika njenim klicem. Neznani storilec je iz parkiranega osebnega avtomobila demontiral in odtujil vse 4 okrasne pokrove koles in lastnika oškodoval za 100 evrov. Radkovec. Neznanec je iz delovnega stroja mini bager odtujil škarpirno žlico in lastnika oškodoval za 600 evrov. Poljčane. Policisti so obravnavali kaznivo dejanje vdora v informacijski sistem. Neznanec je na elektronski naslov poslal zlonamerno kodo in blokiral delovanje računalnika. Za odstranitev kode oziroma deblokade računalnika pa je zahteval denar. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 16 prometnih nesreč. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi storitve hujšega prekrška in preprečitve nadaljevanja s kršitvijo pa so zasegli 2 osebni vozili. Zaradi kršitev cestno-prometnih predpisov so podali 4 obdolžilne predloge in izdali 42 plačilnih nalogov. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat in obravnavali 1 požar, 2 kaznivi dejanji nasilja v družini in 2 kršitvi po zakonu o zaščiti živali. Spoštovani, končana je zadnja letošnja informativna oddaja. Sedaj pa vas vabimo še k ogledu oddaj Ko zadiši po domače, v kateri bomo pekli piškote, in Čas adventa v izvedbi moškega pevskega zbora Rožmarin. Prihodnji teden pa si lahko ogledate še posnetek koncerta Okteta Tinje. Lepe božične praznike vam želimo.